Lep pozdrav. Spoštovane članice in člani, spoštovani predsednik Marjan Šarec, spoštovani podpredsednik Igor Žavbi, vsi visoki gostje in prav lep pozdrav vsem tukaj zbranim. Dobrodošli na še enem kongresu stranke Liste Marjana Šarca. Človek, skupnost, država. To je pomen slogana, ki je po mojem osebnem stališču večplasten. Na eni strani govori o tem, da je pomemben vsak človek, vendar lahko vsak človek le v skupnosti pripomore k izboljšanju stanja v svoji državi. Poleg tega pa v sloganu nakazujemo tudi pomembno dejstvo, da je vsako stvar potrebno graditi od temeljev proti vrhu. In Lista Marjana Šarca je od svojega nastanka počela ravno to. Svojo pot je začela v lokalni skupnosti, nadaljevala pa z vstopom v državno politiko. Pot LMŠ se je tlakovala več let in je plod tehtnega, preudarnega in trdega dela. Dela, ki je temeljil na medsebojnem zaupanju in sodelovanju. Uspehi namreč nikoli niso naključni. Svoje temelje vedno nosijo v prehojeni poti, ki je od časa do časa trnava, težka in včasih tudi neusmiljena. Pot, ki terja pogum, strpnost in osredotočenost na končni cilj. Lista Marjana Šarca je v slovensko politiko vstopila z enim prepoznavnim obrazom, našim predsednikom. Danes je skupnost LMŠ sestavljena iz mnogoterih posameznikov. V parlamentu štejemo 13 poslancev, v vladni ekipi imamo 4 ministre, državne sekretarje, na terenu posameznike in strokovnjake, občinske svetnice in svetnike, v vladni palači pa našega predsednika Marjana Šarca svojo ekipo. Zgodovino in politični prostor naše države so zaznamovali trenutki, v katerih smo bili enotni. Združeni v istem cilju smo dosegli veliko ter marsikdaj presegli podcenjujoče ocene tujih in domačih opazovalcev in komentatorjev. V LMŠ verjamemo, da bi morali graditi na vrednotah, ki so nas pripeljale do samostojne države. Graditi ključne odločitve, ki bodo determinirale našo sedanjost in prihodnost na enotnosti, povezovanju vseh naših potencialov, osredotočenosti na končni cilj in preseganju vzorcev egocentrizma posameznika ali posamezne skupine. Zavedanje, da politične prakse, ko vsak obdeluje in ščiti svoj vrtiček, prevzema odgovornost le, ko si lahko pripenja zasluge in postavlja interese posameznika ali ozke skupine pred interese države in ljudi, ki jo tvorimo, enostavno niso prava pot. Nekateri vidijo pot za spremembe v revoluciji, kar vnaša nepotreben strah. Drugi si želijo ohranjati stare vzorce delovanja, ki so jih sami vzpostavili tokom oblikovanja političnega prostora, kar vodi lahko samo v stagnacijo. V LMŠ pa se zavedamo, da v tem trenutku potrebujemo predvsem normalnost, sodelovanje in sposobnost imeti pred očmi celotno Slovenijo in vse njene skupnosti, vse njene ljudi. To so predpogoji za učinkovito delo. Predpogoji, da urejamo probleme, ki so se kopičili leta in desetletja. A dokler ne dosežemo normalnosti, dokler se ljudje ne zavedamo, da moramo včasih stopiti korak nazaj, da bomo lahko vsi skupaj naredili 2 naprej, do takrat bomo deležni dramatiziranja, kaotičnosti, socialnih napetosti, iskanja ugodnosti za posameznika ali ozke skupine na račun drugih. Kar pa enostavno koristi samo interesnim skupinam, ki jim na prvem mestu niso ljudje, skupnost, država. Spoštovanje lastne domovine, razumevanje zgodovine in vsega, kar so naši predhodniki storili za to, da imamo danes tukaj to, kar imamo, in odgovornost do prihodnjih generacij so tisto, kar nas vodi pri ustvarjanju slovenskega političnega prostora. Spoštovani, pred nami je še en skupen projekt, volitve v Evropski parlament. Lista Marjana Šarca se na te volitve podaja z imeni in priimki ljudi, ki izvirajo iz normalnosti. Irena, Klemen, Edis, Tina, Luka, Jasna, Justina in Rudi so ljudje, ki imajo energijo, znanje
in želijo delati za ljudi, državo in Evropo. So ljudje iz prakse, bi rekel naš predsednik. Podcenjujoče komentarje v smislu poglej jih neizkušene in neprepoznavne z veseljem zavrnem z nasmehom. Imajo nekaj, kar drugi nikoli ne bodo razumeli. Razumejo, da se podajajo na pot poslanstva, na pot sodelovanja in trdega dela, kjer lastni interesi niso na prvem mestu. Imajo uvid realnega življenja in ne zgolj ozek pogled iz pisarne. Zavedajo se odgovornosti, ki jo nosijo in najpomembnejše, imajo voljo in energijo za delo v dobrobit svoje domovine Slovenije in Evrope. Pred vstopom v državno politiko smo bili vsi realisti in taki smo tudi ostali. Zavedali smo se in zavedamo se, da nas čakajo preštevilni izzivi. In enako velja tudi za Evropo. Zavedajmo se, da je pot do uspeha vedno tlakovana s pogumom, grajena s trdim delom, ter da le skupaj, s sodelovanjem vseh, lahko gradimo boljšo skupnost, napredno Slovenijo in Evropo, ki bo kos izzivom prihodnosti. Srečno!